naslednji mogel iti na poseben prestol. Bomo nadaljevali, pa bomo malo spol namešani, ker naslednjo vlasta sta v Mariboru iz univerzitetne knjižnice v Mariboru, samoznanskega oddelka, ki bo prikazala povzetek glavne misli svojega dizertacije politično delovanje Vjekoslava Kukovca do leta 1918. Informacijske sredstvi. Nimam mnogo zelo slabo. Bogat fond korespondence Vjekoslava Kukovca, na katerega sem pred leti naletela v Mariborskem pokrajinskem arhivu, je bil eden od razlogov, da sem se lotila nekako, da podrobne razliščem politični profil in delovanje enega izmed najpomembnejših liberalnih politikov na spodnjem Štajerskem desetletju pred in med Prvo svetovno vojno. Zdaj, katere vire sem pri tem uporabljala poleg te omenjene korespondence, ki obsega številna več stotine pisem, ki si jih je, ko si jih Kukovec popisoval za številnimi posamezniki, sem se nekako lotila tudi pregleda še druge korespondence, ki hrani tako Pokrajinski arhiv v Mariboru in Univerzitetna knjižnica. Prav tako, ker sem želela natančneje predstaviti Kukovca kot deželno-zborskega poslanca, sem pregledala stenografske zapisnike sej Štajerskega deželnega zbora, in sicer protokole za obdobje od let 1909 do 1913. Potem sem delovanje Kukovca spremljala v bistvu pregledala sem 12 časnikov in časopisov različnih političnih taborov, tako skušala dobiti čim bolj realno sliko njegovega delovanja, ki sem pa potem dopolnila tudi za spomini nekaterih akterjev, kot Ravniharja, Šinka, Sternesa, Šukleta in drugih. Kljub temu, da naloga ni razdeljena neka večja poglavja, ampak na več manjših, lahko delovanje Vjekoslava Kukovca zaokrožimo nekako v 3 vsebinske sklope. Vsak pa je nekako postavljen v kontekst političnih razmer na Štajerskem, na Slovenskem oziroma v Habsburški monarhiji. V prvem tem sklopu delovanja dr. Vjekoslava Kukovca, v prvem sklopu sem predstavljala Kukovčevo delovanje od študentskih let pa vse do ustanovitve Liberalne narodne stranke leta 1906. Zlasti me zanima njegov prihod v Celje, kjer je sodeč po pismo, ki ga je pisal takratnemu svojemu mecenu dr. Pavlu Turnerju, Kukovec ni bil zadovoljen s političnimi razmerami v Celju, vendar ga to ni zaustavilo, da se je kmalu aktivno vključil v politično delo. Zanimiva je bila tudi njegova popotnica študentskih let iz Gradca, kjer se je srečal z ideali narodno-radikalnega dijaštva, ki jih je vnašal svoje politično delovanje. Resno delo za narod je bil cilj, ki se mu Kukovec zapisal že v času študija v Gradcu. Prav tako pa tudi tesno sodelovanje z Vjekoslavom Špidlerjem, ki ga je povabil v Celje za urednika domovine. Namreč Špidler je menil, da je časnik izgubil na pomenu zaradi skrajne Hribarjeve mlahavosti. Celju, središču narodne politike na Štajerskem, je hotel Kukovec dati nov zagon. Dečko in Sernec, torej vodilni osebi takratnega političnega življenja na Štajerskem, sta ga z veseljem sprejela. Slabe razmere v Celju je pripisoval slovaški politiki, zaradi kateri so se politiki ukvarjali predvsem z iskanjem minimalnega ravnotežja med liberalnim in katoliškim delom stranke. Ideološko-strankarski spopad na Kranjskem, ki se je začel že na začetku 90 let 19. stoletja, je nekako spodbudil tudi, da so se v obmejnih deželah pričela diferenciacija, vendar nekoliko počasneje. Temu krajinskemu vzoru so kasneje sledili najprej na Goriškem 1899 pa 1909, kjer je prišlo do razcveta, na Štajerskem pa se je sloga ohranila vse do leta 1906. Čeprav so trenja potekala že vrsto let poprej. Višek so ta trenja dosegla z vojnimi kandidaturami v volitvah, na eni strani Korovščec s Krekovimi načeli, na drugi pa liberalno usmerjenimi študenti,
mladimi narodnimi radikali, nezadovoljni z razmerami, med katerimi je bil tudi Kukovec. Pomembno temo v tem sklopu predstavlja ustanovitev Štajerske narodno-napredne stranke s programom Štajerski Slovenci kaj hočemo, ki ga je spisal Vekoslav Špindler skupaj z Vekoslavom Kukovcem. In ta program je nekako v osnovi zahteval narodno politiko. Razlog za nastanek liberalne stranke je bilo tudi Koroščevo zmagoslavje na nadomestnih državnozborskih volitvah leta 6. Ta je bilo na nek način tudi starim slogašem jasno, da je sloga mrtva. Drugi sklop v dizertaciji sem nekako namenila obdobju pred Prvo svetovno vojno, ko se v monarhiji še bolj zaostrovalo nacionalno vprašanje, čas balkanskih vojn pa je aktualiziral jugoslovansko vprašanje. V teh razmerah si je Kukovec prizadeval zlasti za skupni nastop na volitvah, vendar poskus skupnega delovanja dveh političnih taborov na Štajerskem ni bil uspešen. Klerikalci so takrat v dokaj umazanem predvolilnem boju, ki se ga nekako spremljala lahko po časnikih obeh političnih taborov, na štajerskih deželno-zborskih volitvah dobili 12 od 13 mandatov, edini liberalni mandat je dobil Vekoslav Kukovec. Kljub temu, da so Kukovec in somišljeniki razvili močno mrežo narodnih društev ter prevzeli Celjsko zadružno zvezo, začeli izdajati tudi časopise kot Narodni list in Narodni dnevnik, prerejati javna zborovanja, političnih uspehov ni bilo. Narodno-napredna stranka v spopadu s Slovensko kmečko zvezo doživljala poraze. Ob tem je treba povedati, da je bilo v ospredju Kukovčeve stranke prizadevanje za narodno emancipacijo Slovencev. Zagovarjajo parolo, ločeno marširati, a skupno se bojevati. Vendar so v katoliškem taboru takšno sodelovanje zavračali, tudi leta 7 ustanovljen spodnji štajerski narodni svet, ki bi naj koordiniral delo obeh strank, nekako ni zaživel oziroma ostal nedejaven. V tem sklopu sem pomemben del namenila tudi delovanju dr. Vekoslava Kukovca kot deželnega poslanca in sicer to sem orisala na delu na osnovi scenografskih zapisnikov sej Štajerskega deželnega zbora, kjer je Kukovec vlagal številne predloge, vendar zanje ni imel podpore pri slovenskih klerikalnih kolegih, ki ga niso sprejeli niti v takratni ustanovljen slovenski klub. Pogostoma je iskal podporo pri nemških socialdemokratih, kar smo seveda nasprotniki v številnih časopisnih polemikah tudi učitali. Kukovec je tudi nasprotoval obstrukciji, s katero so slovenski katoliški poslanci v letih 10-13 nekako obromili delo Štajerskega deželnega zbora in zaradi tega, ker pač se s tem ni strinjal, so ga katoliški tisk, bomo rekla, zelo napadal v vseh pogledih. Kukovčevi predlog interpelacije so se vsebinsko, torej kot deželnega poslanca, nanašali na različne stvari, kot naprimer na pomoč Potoči, izgradnji železniških prog, pobuda za izgradnjo šol, finančni pomoči, ukinitvi berne za duhovnike, učiteljskih plačah ter številnih drobnih stvarih, ki pa so bile za ljudi zelo pomembne. Tu se je nekako kazala razlika med klerikalnimi poslanci in liberalnim Kukovcem ter tudi razlika med obema političnima taborama. Tretji sklop nekako predstavlja delovanje Kukovca med Prvo vojno, kjer sem se zlasti osredotočila na njegovo prizadevanje za složnost slovenske politike na podlagi trialističnega programa, torej podpori Majniške deklaracije, ki so se nekako rezultirali tudi v ustanovitvi enotne jugoslovansko-demokratske stranke. Osrednji vir je torej bila za to obdobje, za predstavitev tega obdobja že omenjena korespondenca Kukovca s številnimi posamezniki, političnimi somišljeniki ter tudi nekdanjimi nasprotniki. Vse to iz te korespondence kaže, da je Kukovec imel v času svojega službovanja v Lebringu močne stike z ožjo domovino. Iskali so nekako možnost za skupni nastop obeh štajerskih strank za skupno narodno delo. Kukovec se namreč ves čas zavzemal za preseganje ideoloških delitev in za skupno delovanje za dosego narodnih ciljev Majniške deklaracije. Predlaga celo ustanovitev enotne narodne stranke. Namreč konec leta 17 je v slovenskem narodu objavil članek, kjer je zapisal, da edino vseh narodno mislečih Slovencev, ki so se izrekli za Majniško deklaracijo, ne odgovarja vidna oblika slovenske politične organiziranosti. Vendar do tega
seveda ni prišlo, vendar so se v obeh najpomembnejših političnih taborih kljub temu zgodile določene spremembe. V Krajinski slovenski ljudski stranki je spor med mladimi in starimi dosegel vrhunec leta 17, kar se je posledično videlo tudi v Vseslovenski ljudski stranki. Iz vodstva so izključili Šušteršiča, ki za razliko od Kreka ni podpiral Majniške deklaracije. Kukovec je, kar je izvidno številnih pisem zaupnikov Narodno-napredne stranke in liberalcev na terenu, dobil mandat za ustanovitev Vseslovenske liberalne stranke. Torej združevanje deželno organiziranih liberalnih strank. Ideje o enotni stranki somišljeniki niso podprli, saj so menili, da se narod ne more organizirati kot stranka. Udeležba in poročilo za mariborskega zasedanja, ki je potekalo 13. januarja 18, so prav dokaz za to. Aktivno so se potem nekako zaključili z ustanovitvijo Vseslovenske liberalne stranke v juniju 1918, ko je liberalni tabor postal nekako vseslovenski politični subjekt in prav Kukovec je imel pri tem veliko zaslug. Prav tako pri navezanosti liberalcev na kasnejšo Jugoslavijo, to pa je pomenilo zanje tudi nekakšno zajezitev dominacije klerikalcev. Zaključujem svojo dizertacijo v bistvu za tem zadnjim poglavjem z ustanovitvijo nove države in delovanja dr. Vjekoslava Kukovca. Tu na nek način tudi zaključujem, saj historiografija oziroma je objavljene so številne razprave in Kukovec je po letu 18 zelo dobro obdelan, če lahko tako rečem. Tako da gre to za popolnoma drug pogled oziroma za drugačno delovanje Kukovca, kot ga lahko beležimo, ali pa drugačno vlogo, ki je imel do leta 1918. Če nekako strnem samo, v bistvu sem v dizertaciji predstavila politični profil dr. Vjekoslava Kukovca, ki se je pričel oblikovati v času bivanja v graškem liberalnem študentskem krogu. S prihodom v Celje središče slovenskega narodnega življenja, kjer dokaj nespodbudne razmere niso ustavile v njegovem političnem delovanju. Tukaj je znal, vendar je treba pri tem povedati, da verjetno tudi zaradi okoliščin, kot je bila bolezen odhod osrednjega celjskega politika dr. Ivana Dečka, ter vse slovenske državne razmere, povezati liberalne somišljenike na Štajerskem, liberalno stranko. Ves čas je imel nekako v mislih nujno povezovanje s klerikalnim taborom pri doseganju narodnih stvari, zavedal se, da je potrebno preseči politično delitev v korist Slovencem. Pogostoma je bil neuslišan, velikokrat diskreditiran, tudi z številnimi osebnimi tožbami. Potem v času vojne zopet deloval na nek način povezovalno, tako znotraj liberalnega tabora kot vse slovenske politike. Verjetno mu je takšen način delovanja nekako prinesel tudi dobro politično kariero v novi državi. Hvala vlasti na tej lepi predstavitvi na tematiki, kjer smo Slovenci včasih še malo bosi, torej političnih biografijah v tem smislu, ker imamo kar nekakšen mali primanjkljaj v primeravi s kakšnimi drugimi narodi. Kakšno vprašanje? Vse je jasno, kako si bilo koncizno. Super. Ne, braniš. Predvsem, Reskeru je kaj s posebno pozornostjo bila nastavljena distinkcija med klerikalnim taborom in katoliškim tiskom, ki smo videli na zadnji predstavitvi. Ne vem, zato še kaj bo na zadnji. Ja, v bistvu ga je... Omenjate, Ne, V glavnem, hotela sem povedati to, da je katoliški tabor, oziroma da so klerikalci v svojih časnikih zelo pogosto kritizirali Kukovca. Ne, gre za terminologijo, ne? Ja. Je to enačaj ali... Ja, na nek način enačaj, ja. Lahko bi bilo tudi katoliški tabor in klerikalni tisk. Načeloma se uporablja katoliški tisk, ne. Ni pa nujno, da to res, ne vem, jaz tako uporabljam. Ne, sploh ne ugovarjam. Ja. Hvala. Misli, da gre za širši kontekst pri katoliški, kot pa pri klerikalni stranki, tako, če uporabljamo katoliški tisk. Hvala.